Pozdravljeni, sem Petra Karanc-Laznik. Potem, ko sem radijski in televizijski mikrofon zamenjala za odrskega, so že več kot desetletje odnosi z javnostmi, organizacija in povezovanje prireditev ter kreativno pisanje osrednje dejavnosti mojega podjetja. In naj se sliši še tako nemogoče, nastopamo ves čas. Občinstvo pa je vedno drugo. Enkrat je to mož, žena, drugič sodelavci, tretjič poslovni partnerji, četrtič prijatelji. In če dobro premislimo, naše obnašanje v teh situacijah ni enako. Vedno se prilagodimo tako priložnosti kot poslušalcem. In zdaj si predstavljajte, da morate nekaj povedati v novinarski mikrofon. Ne glede na to, ali je novinar predstavnik tiskanega, spletnega, radijskega ali televizijskega medija, velja, da gremo pred mikrofon pripravljeni in pozorni na vsako besedo, ki jo izrečemo. Danes se bomo ustavili pri pomembnih vidikih dajanja izjave. Televizijska ekipa ima jasno predstavo o tem, kaj želi na posnetku, zato vedno upoštevamo navodila glede postavitve in gledanja v ali mimo kamere. Še pred nekaj leti je veljalo, da rdeča ali bela barva in pisani vzorci ne sodijo pred kamero. Danes ta pravila niso več tako stroga. Priporočam pa, da preprečite, da bi se gledalec ukvarjal z vzorcem na srajci ali puloverju, z ovratnikom, ki je na eni strani nad suknjičem, na drugi pa pod njim ali kaj podobnega. Nekaj pudra in osnovno ličenje za dame je dobrodošlo. Pozorni smo, da nismo rdeči v obraz zaradi vročine, da nismo, razen če smo ravno odtekli tekaško preizkušnjo, potni, da lasje niso skuštrani ali nam ne zakrivajo obraza, da ne nosimo sončnih očal, ki zakrivajo oči. Če torej želimo, da bo gledalec dal prednost vsebini pred embalažo, potem bodimo urejeni. Zmerno naličeni, če smo ženskega spola, v oblačilih z minimalnim vzorcem in nasmejanega, odkritega obraza. Nadajanje izjav novinarjem se, če ste v vlogi organizatorja dogodka, predstavnika podjetja ali društva, ponavadi lahko pripravite. Ključna vprašanja, na katera običajno želijo novinarji odgovor, so: kaj je bilo povod za dogodek? Kaj vas je spodbudilo, da ste se odločili za dogodek, naložbo? Zakaj ste organizirali dogodek, torej namen in pričakovanja? Namen našega koncerta je, da pokažemo, česa smo se naučili v zadnjem letu, da našim družinam pokažemo, kaj delamo na vajah. Ali ste zadovoljni, torej ocena dogodka, pomen naložbe? Iz slovenskih pesmi smo spletli v prijeten večer, kar so pokazali zadovoljni obrazi naših poslušalcev, pa tudi zborovodja je pohvalil zbor in naše današnje petje. Kakšni so načrti za naprej? Za naprej si želimo, da bomo zborovodjo našli nove, zanimive pesmi, s katerimi se bomo predstavili na rednem letnem koncertu prihodnje leto. Manj je več. In to velja tudi za dajanje izjav novinarjem. Bodite samozavestni, a v odgovoru kratki, jedrnati in natančni. V novinarskem prispevku ni prostora za dolge navedke vaših misli, zato na eno vprašanje ne odgovarjajte na dolgo in široko. Pri montaži in pisanju je treba izjave krajšati. Če ne bodo že v osnovi kratke in jedrnate, jih bo skrajšal novinar in tako morda izpustil tisti del, ki se je vam zdel najpomembnejši. Če torej želite, da bo objavljeno točno tisto, kar ste si zamislili, potem svojo misel o nekem vprašanju strnite v jasnih, recimo 30 sekund. Vi morate izluščiti najpomembnejše. Včasih pa ni oko kamere tisto, ki nas spremlja, niti ne radijski mikrofon tisti, ki ujame naš glas, ampak moramo nastopiti pred publiko v živo. To so lahko člani našega društva. Lahko smo povabljeni k besedi na prireditvi zaradi funkcije, ki jo imamo, morda pa moramo le nagovoriti sodelavce in jim predstaviti načrt dela v prihodnje. Kako se tega lotiti, vam zaupam v videu z naslovom Nastop na odru. Bodite lepo!